Name se, ker danes ravno nisem vsega slišal. Izpolnil bi sem vseh stvari, ki si mi naročila jih. A se mi dobro zdi, ker si, kot tako jeziš se. Zato še kdaj za tebe lim, mogoče bom postal. Da boš dosegla le svoj prav, lotila se boš čisto vsega. Klicala mamo, teto in vse kolegice, ker morajo do zadnjega vsi izvedeti resnico. A jaz z nasmehom spremljam to, ker konec že poznam. Noro, dobra se mi zdiš. Noro, ko name izva se držiš, ker vem, da čaka me s teboj še ena nora noč, ko poravnala bova v sobi polni rož. Odslej bo vse drugače, ker ti pridno se bom le prikimal. Prekosil se junake, tvoj heroj, za večne čase bom. Pohvalil ti postavo in šarmiral z tabo le v bodoče. A vidi, da sem tak, da včasih rad pa slažem se. Noro, dobra se mi zdiš. Noro, ko na me izva se držiš, ker vem, da čaka me s teboj še ena nora noč, ko poravnala bova v sobi polni rož. Ker vem, da čaka me s teboj še ena nora noč, ko poravnala bova v sobi polni rož. Ko poravnala bova v sobi polni rož. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, en prav prisrčen dober večer. V zadnji oddaji v mesecu marcu. Nocoj sem rekel, vam bom zaigral tisto lepo, prišla pomlad bo spet, fantič v trgu bo cvet, Gaza klobuk pripel, z njim bo pod okence šel. In takoj za mano so zigrali ansambel Žargon, sedaj pa se pogovorim malo z njihovo simpatično pevko, Majo. En lep dober večer. Dober večer. Bi kar sama prijela mikrofonček. Sej si navajena verjetno na... Ja, seveda. A ga imaš kar nastojalo, pa ne? Ja, včasih stojalo, včasih pa držim v rokah. Krasno. Prvo vprašanje bi rekel takole, od kje pravzaprav prihajate? Vi ste, niste vsi iz enega kraja, ampak ste majčkeno razmetani po Sloveniji. Drži? Ja, tako je. Naš Andrej je čisti Haložan. Lepi konci. Potem imamo dva Prleka, potem naš Matevž iz Brežic, jaz pa drugače... Brežice. Ja, jaz pa drugače Slovenske Bistrice, ampak me je ljubezen zanesla v Slovenske Gorice, tako da sem zdaj doma v Cerkvenjaku. Odlično, tam je tudi en velik festival. Tako je. Te glasbe. Ja, Slovenije Goriški klopotec. Se ga kje udeležite?
Mi smo v bistvu štartali ravno na tem festivalu, tako da je bila to naša neka začetna odskočna deska, drugače pa festival seveda še živi in upamo, da bo tudi letos se dosti mladih ansamblov prijavilo. Povejte mi, vi ustvarjate glasbo sami ali vam pišejo kakšni znani avtorji? Ja, na začetku so bili tudi avtorji, kot je bil recimo Tine Lesjak, Marjan Turk, drugače pa zdaj nekako je naša vizija takšna, da bomo sami delali naprej pesmi. Naš Matevž zelo dobro naredi melodijo, tudi Andrej ima smisel za to, tako da bomo nekako v tem stilu nadaljevali. Kje imate vaje, ker ste majčkeno razdeljeni po Sloveniji? Ja, zdaj odvisno, kdo bo rekel, da bo, ja ne, kdo bo dal za deci, ne, tistemu pa gremo na vaje. Potem greste v Gorice? Ja, saj vsi imamo doma neko klet, tako da smo kar vse posod. Naj še vašega kolega harmonikarja pozdravljen. Zdravo. Kako je, ko se iz Brežic pelješ proti Slovenskim Goricam? Koliko časa porabiš? Kakšno urco pa pol sigurno, 2, ne? Je kar dobre 2 urce. Je, ne? Ja. Če se pa na Hrvaškem, mislim, če se pa v središče pelješ, je pa bolj internacionalno. Tako je. Pa večina poti po Hrvaškem. A, tako. Pa prineseš tudi kaj iz Brežic, kakšen vinček? Ponavad ga v Haloze ali pa v tiste konce ne nosim. Ne, bi bila sramota. Ja. Naslednji valček pravi takole: Le veter je veza tvoje sanje. Le veter veza tvoje sanje, to pa je napisano za... Ja, to je valček, ki je zmagal na Vulberku leta 2015, drugače pa je to valček Tineta Lesjaka, ki ga je on napisal. Zelo lepo in jaz vem, da bo gledalkam, gledalcem zelo všeč. Ansambl Žargon. Sama spet sloniš ob oknu, veter boža ti lase, svoj obraz nastavljaš soncu, v tebi pa drhti srce. Čakaš, da prišel popotek, princ iz tvojih lepih sanj, on pa priti še ne more. Čakaš ga vsak dan zaman. Daljavo, veter ti le šepeta, pojdi na sprehod v naravo, kjer je vsa skrivnost doma. Čaka te tvoj princ nekje, da pa on zares je pravi. Kmalu ti srce pove, le veter ve za tvoje sanje. Le veter boža ti obraz, v vetru je pričakovanje. Ko se ti ustavi čas, le veter ve za tvoje sanje. V vetru je čaroben glas, ta glas
odkrivati spoznanje, da tisti mladi princ sem jaz, da tisti mladi princ sem jaz. Ja, tako zgleda, ko veter ve za tvoje sanje. Sedaj stopim do Andreja. Mogoče on ve, kako to izgleda, če veter ve za tvoje sanje. Andrej, kako bi to izgledalo pri moških? Recimo, zdaj ženske drugače razmišljajo, ko mi se to verjetno si že ugotovil, ne? Ja, Da smo vedno. faza pa to, ne, to že vemo, ne? Plus minus, ne? Tako, ja, in recimo ženske bi rekle, ja, to sanje in bi kar gledale po zraku, kaj pa mi? Mi pa kar tla gledamo, če kakva klet je, verjetno, ne? Mi pa v tla gledamo, ko ženska tako reče, ne? Tako, kako bi ti recimo opisal sanje, misli sanje in Ja, vetrček popihlja in... sanje vsakega muzikanta so, da ga žinga, da se veseli z publiko in jaz mislim, da smo žargonovci del tega, no. Sigurno, videl sem nekaj vaših nastopov na YouTubeu, zelo dobro znate vi publiko razživeti. Imate tudi kaj humorja pripravljenega takole, ko igrate na kakšni zabavi? Seveda. Kdo je tisti od pri vas? Tega Kdo ne je sme tisti? manjkati. Najbolj resen član na kontrabasu, verjetno, Vsak ne? po svoje, ne? A vsak po svoje? Ja, tako. Mislim, šov, program pa to, ali... Vse. Ni da ni. Kako izgleda pri vas zabavna glasba, recimo? Midi, vse ne. V živo vse. Vse v živo. Imamo bobne, imamo, tako da vse v živo. Super. In kdo je na bobnih? Da nam zdaj ugibal? Ponovadi je kak harmonkar ali pa pevc? Ali pa Mitja. Kjer je to? Na basu? To van na vas, tako. Kdo pa pol bas igra? Matevž. A pa to se zamenjate? Malo se vekslamo, ja, da ni preveč monotono vse skupaj. Odlično. Imate kakšen saks tudi? Nimate to? Ne dovanjamo. Nimate, škoda. Saks je zanimiv inštrument, recimo, če bi to pevka igrala, ne? Že zgleda fajn, ko pride na oder. Kaj šele potem, ko zaigra, ne? Ja, zgleda že fajn, se pravijo, da ni težko igrati, če znaš, ne? Res je. Ste tudi kaj v tujini nastopali ali samo po Sloveniji? Tudi Nemčija, Stuttgart, München, tem našim zamejcem gori, tako V da. Stuttgartu ste bili? Ja, tako. Kdaj ste bili gor nazadnje? 2018, Še klub obstoja? še obstaja. Še? Ja, Sindelfindo tudi? tako, Tudi, ne? tudi. Lepo. Naslednji, ne, ni valček, polka je. Valček je. A, valček je? Kako se mu reče? Govoril je. Tako. Kaj pravi ta pesem? O čem govori? To bo pa bolj Maja verjetno vedela povedati. Takoj damo mikrofon Maja. O neosvojeni ljubezni. Ja, punca je imela rada fanta, ampak on je čel drugam k drugi. On ni to vedel ali je vedel? On je to vedel in je obljubljal, da bo prišel nazaj, pa ni prišel. Upamo, da je skladbica manj žalostna kot besedilo. Izvolite. Pri njej prebuja.
Ja, Slovenci smo znani, da igramo zelo lepe valčke, ampak včasih tudi majčkeno otožne, kajti besedila, kot je bil ta, povedo veliko, vendar upanje umre zadnje in naslednja skladbica Imela je upanje od ansambla Žegon bo povedala vse. Prišla je od daleč v mesto z vasi, od doma pa veliko jo je hrebenenje, želela prihodnost si z več luči, doma jo je teplo življenje, imela je upanje, sanje in moč, v dobri je veri do konca verjela, da strla bo sive grenkobe obroč, da znova bo prižgalo dovolj luči, mesto ni ji dalo dovolj moči. Brez imena, brez obraza, od spoznanja do poraza, je pobirala črepinje. Življenje prepolno je grenkih spoznanj in zanjo biluje kot vreme v aprilu, čeprav je do konca zaupala vanj, pustilo jo je na cedilu, imela je upanje, sanje in moč, v dobri je veri do konca verjela, da strla bo sive grenkobe obroč, da znova bo upati smela, a mesto ni čutilo prosečih rok, mesto ni slutilo, da kliče jok, kot bi je nevidna kletka me spustila od začetka, je izgubljala stopinje. Kot bi je nevidna kletka me spustila od začetka, je izgubljala stopinje. Takole, dragi gledalke in gledalci, po lepem valčku si bomo privoščili en spot našega osrednjega glasbenega gosta, Vikija Ašiča, starejšega.
Kot sem že omenil, nocoj z mano za omizjem častitljivi harmonikar iz Celja, Viki Ašič, starejši. En lep dober večer. Dober večer, tako, dober večer. Viki, zelo sem vesel, da ste si vzel čas, ker vem, da sedaj z vašo gospo uživata in gledata razne nanizanke in še kaj, pa travco kosita in še kaj takšne opravila doma, ampak sem vesel, da ste si vzel čas in prišli v našo oddajo. Hvala lepa. Stanko, na vse zadnje sem si zaželel, veš, so bile dobre tvoje oddaje. Super. Sem vesel, da sem tukaj. Me veseli. Viki, midva bi šla v prvem delu malo skozi vašo zgodovino, vašega glasbenega dela in mogoče na začetku kar poveste, kaj se je dogajalo pri vaših 7 letih, ko si mimo vaše hiše vozil vlak in vi ste tam vadil harmoniko. Kaj je bilo takrat? Je to pa veliko let. Bil sem star okrog 8 let, 9, da sem znal že nekaj zaigrati in pri naši hiši mi smo stanovali v čuvajnici. In je bil signal za Celje, ne? In tam je vlak običajno ustavil za tiste čase. In sem zašpilo mašinführerjev pa strojevodjo, ne? Seveda, pa sta mi vrgla par lopat kolna. Hiša je bila zraven, ne? Pa se me fajn zdel, pa smo se zmenili, da še bomo drugi zdaj. Tist vlakovodja sta stalno vozila v isti uri, vsake 2 dni in jaz čakal s karbonko in sta si na tender od zadnje pripravljene 2 šajterge premoga, pa zadnji dala palco, ko je vlak ustavil, sta porinila in je padlo vse na našo zemljo. Kaj ste pa vi pol naredili s tem kolnom? To ste skuro, verjetno. To smo mi kurili, to je bil moj honorar prvi. Evo, tako, material za material, ne, torej glasba. Material za material, ja. Odlično, odlično. Viki, vaši začetki igranja niso bili najprej z ansamblom Vikija Ašiča, ampak z Francijom Šušterjem. To je bilo, midva s Francetom smo igrala Šušterjem, menda dobre 3 leta skupaj, pa sem pa sva bila pripravljena to delovati in Franc je solist. Solist, ki ga je za iskati. Ni pa za tercet bil. Z trobento smo tudi poskusili, pa to se ni obneslo, jaz sem si pa želel kvintet celo življenje. In v Hudi Luknji smo se enkrat dobili in prijeta brata Lipoška, Slavko pa Ivan, klantist, trombetač, in me nagovorita za Avsenika, ne, in seveda jaz sem tudi takrat, meni je bil vzor na Avsenik, jaz sem igral tiste čase, lahko rečem, sploh pa olimpijska plata, ko je imela od Beker Polke, pa vsega tega nekaj najlepšega v življenju. In tako smo mi začeli, benda novembra, za Silvestru smo igrali na šoli, na Hudini za profesorje, ampak je bilo fajn, tako se je začelo. In tale prva slika, ko jo imamo tule, bomo kar pogledali. Ja, ta prva slika, ta je pa že od 72. leta. Tole listek vam vzameš. Takole, bomo kar pokazala. Ja. To je leta 72, ko smo že na Ptuju zmagali. V takem hitrem postopku je šlo moj ansambl, da je verjetno moraš. In tukaj bom povedal, da je 3 long play plošč, 3 tamale vinilke in to vse posneto v 9 letih. Neverjetno. Neverjetno spon smo imeli. Viki, tlele vidim jaz kitarista mojega soseda. Ja, Maksa, žal je pokojni. Ja, pa je to žena pela zraven. Tudi, ja, seveda. Evo, takole pokažemo te mali plošči. Krasno. Kdo vas je to fotografiral, da so tako lepe slike? Ja, te slike hodil fotografirati iz Ljubljane Stane Jerko. Znani? Ja, to je bilo čist, nič nismo plačali, to stvar je še, dobili smo denar za potne stroške. Tale plakat, ki ga bomo ta je pa 40 let star, približno, tu je pa še Milan Đakošič. Ta je bil pa že komercialni ansambl, bolj. Tako, evo, tole mačkino pokažemo. Tega plakata se jaz dobro spomnim. Ja, ja. Imel sem ga tudi v garaži, med drugimi. Jaz sem zbiral plakate včasih. Moje sošolke so zbirale Bravo nalepke, ne? Ja. Jaz pa plakate narodno-zabavnih ansamblov. Imam še en plakat pred 50 let, tiste prava zgodovina.
Na tistem plakatu smo, pa še verjetno boš kaj vprašal, kaj smo še potem. Viki, ja, povej. Hvala lepa, pa sem pa jaz te posnetek prinesel v Ljubljano, pa je rekel tam, zdaj ne bom poimenoval, kdo je rekel, to ni za slovenski trg, veš, za stare marše pa te stvari. No, smo pa z Lipovškim začeli, se je pa vžgalo prvo leto in pa skozi. Smo žgali do, to je praktično moj ansambl je bil v mojem 25 let, sicer sem imel 2 rošade, pa 2krat menjava, 25 let do 25 leta sem potem imel zaključen koncert v Narodnem domu, 95 leta in takrat se je rekel, nič več ne bo kvinteta. In seveda 95 leta sem pa šel potem v Avstrijo, doma sem živel seveda v Avstriji, sem približno 6 let igral v avstrijskem ansamblu, dokler me žal ni avstrijski član, gitarist, malo je jodlo, malo je znal lepo povedati, pa vse pa vsak 2krat na teden smo skoraj igrali v Avstriji in je dobo pljučnega raka žal, pa ni zdržal, ja, je umrl. Nažalost. Ja, pa sem pa tudi tam nehal. Ja, no in če se majčkeno vrnemo na zgodovino, leta 1973 ste bili v Števerjanu proglašen za najboljšega harmonikarja. Ja, v stvari tam je bilo tako, da ena specialna polka je bila tudi med drugim, jaz sem bolj stroge polke rad delal in je bila nekako naven zaseta in sama slika je bila maskota 25-30 let za emblem na plakatih, pa signal za Števerjan. Se spomnim jaz tega biltena. Ja. Ne, spredi je bilo to. Viki, leta 1982 ste igral v Šladmingu z ansamblom na znamenitem svetovnem pokalu. Tako je, svetovno prvenstvo. Tako in takrat. Igrali smo v ciljni areni, ampak stacioniran ansambl, povabljen tudi mednarodno. Mi smo na eni strani igrali Šladming muzika, pa na drugi strani arene, čisto točno po protokolu. V glavnem smo prišli na protokol takrat, ko je Križaj pripeljal skozi cilj, pa smo mu zaigrali eno skladbo, kadar me vse zapusti na tem svetu, pa sem še vedno tu. Ja, pesmijo našo, tako. V glavnem, in Bojan Križaj je takrat dobil srebrno medaljo, je tako? Ja, seveda, Stenmark je bil prvi našo srebrno, zlato srebrno. Je pa prinesel, seveda. In verjetno je tudi ta vaša muzika kaj doprinesla k temu, ne? Ja, jaz mislim, vsaj gledalcem, če že nemo tisti moment. Viki, no, vi ste tudi kar nekaj časa igral v Švici, aktivno, in ko ste se vrnil domov, ste postal poklicni taksist. Ja, tudi to. Tudi to. In jaz se vas kot otrok zelo dobro spomnim, vas pa onega kitarista z Brki, ne vem, kako se piše, se vema, za koga gre, ne? Vi ste bili vedno parkirani na desni strani pri banki Celje, nasproti Uniona in čakali na svoje stranke. In celo v zapiskih vaših, ne, v tisti vaši knjigi, ki jo je vnukina napisala, piše, da so se lahko 2-3 dni naprej v knjigo ljudje zapisali, kdaj jih boste peljali. Ja, tudi to je res. Je bilo tako? Ja. Pa tam je bil en telefon, ko je zazvonil. Tisti, ki je bil prvi v vrsti, se je javil. Ja. Po vrstnem redu, je bilo tako? Ja. Danes tega ni več, ker ima vsak svoj telefon in svoje stranke. Ja, takrat je bilo vrstni red, ampak znali smo pa tudi svoje stranke imeti. In je bilo to zanimivo, jaz sem imel predvsem starejše ljudi. Pa te kratke vožnje in znal tudi nesiti ceker v hišo, pa prtlago, pa vse tako. Ja. Zljubili so me, zraven pa tudi še kdaj zašpilo. Ja, torej taksist je moral biti vljuden in ustrežljiv. Ja, pa urejen je, to je bilo urejeno, če si bil naročen pogreb, ne moreš priti v kavbojkih, pa v zeleni srajci, ampak si... Takrat še tako ni bilo kavbojk, se to še ni bilo, ja. Je bil že red... Kamgarn je bilo bolj, ne? Ja. Takrat. Še eno zanimivost, Viki, povema, ko ste bili na turneji v Kanadi.
Ja. Tam se je zgodil en tak zanimiv dogodek, ki so se ga tudi Kanačani zapomnili, pa prosim, če kar sami poveste, ker ste bili zraven in veste točno, kako je Ja, bilo. v Kanadi smo pa, v Ameriki smo bili cirka 2 meseca pa pol. Šli smo seveda od Montreala pa skozi dol, pa smo, bom povedal nekaj To zanimivega. anekdoto, ja. V Edmontonu, Tako. tam je vlak bil smrti, tam sem tudi med drugim bil, ne, ampak restauracija, posebna restauracija. Tam je šel noter vsak tist, ko tudi denarja ni imel. Tam je bil pa pogoj. Oni so nadevali poln krožnik, če si to pojedel dal, nisi plačal, ampak to je bilo tudi, da kdo je pojedel. Pa sem jaz tudi rekel, pa če ne bom pa plačal, pa smo se za štos naredili, pa sem dobil veliko porcijo, pa sem rekel, pa odreš še malo, ne, vse lačen sem pa tudi bil takrat, pa ko sem jaz to pojedel, pride kelner, ja, bravici, sem rekel, pa ni nič več za jesti, rekel, kaj bi še, rekel, odreš še en kos. Tako da smo pa vsi ploskali, pa to je bilo pravzaprav en tak življenjski hec tisti dan. Verjetno vas imajo nekje obešenega na sliki tam, da ste pojedel pač to Ja, porcijo. verjetno je bilo to pa vse, to sem bil na spisku. Odlično. Še ena taka pomembna stvar se vam je zgodila v življenju z vašim ansamblom. Igrali ste tudi predsedniku bivše naše skupne države, Josipu Brozu Titu, in njegovo najljubšo pleničke je prala. Tudi ja, tisto je bila posebej napovedana, je tudi zraven sem videl, da je sedel 3-4 metre pred mano, mi smo imeli koncert, pa je, ko je bila pleničke prala, je malo zatrepetalo mu telo, pa pel zraven. Sicer ne glasno, seveda, pa je lepo odpel zraven, to je bilo, mislim, da je 77. Ja, tako je. 77. To je bila čast, takrat so Avseniki bili kar večkrat pri Tito, pa Mihelič, pa moj ansambl. To se pravi, da smo bili zelo malo slovenskih ansamblov, da je lahko bil večer in tudi praznovati skupaj, tako sem jaz doživel. Odlično. Viki, jaz se bom za prvi najin pogovor zahvalil. V drugem delu povema še pa nekaj zanimivosti in tudi mogoče kakšno zaigramo. Je tako? Ja, če bo treba pa, zakaj ne? Ker vem, da radi zaigrate v živo. Ja. Torej, kmalu se vrnemo in povemo še kaj več. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja.
Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo Pekarno Geršak. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Podrožna to planino grabila jeseno, od veselja in radosti si je pela pesmico. Od veselja in radosti si je pela pesmico. Pribriskal dol s planine sosedov mlajši sin, ji prinesel kito cvetja, jezdih rožnatih planin. Ji prinesel kito cvetja, jezdih rožnatih planin. Si cvetje ogleduje, nabrane prav skrbno. Si veselo pesmi poje in ne grabi več se dno. Si veselo pesmi poje in ne grabi več se dno. Zakaj si fantič prišel, da zmešal mi glavo? To bi jaz sebe ne poznala, srce moje mirno bilo. Ko bi jaz sebe ne poznala, srce moje mirno bilo. Krasno, fantovsko ali moško petje, fantje z Jožefovega hriba. Zelo sem vesel, da so nocoj z nami, kajti po naključju smo se srečali nekje na Svetini, slišal sem jih prepevati in sem rekel, fantje, vi morate priti na našo oddajo Veselica na vasi, da zapojete še našim gledalkam in gledalcem. Miha, lepo pozdravljen. Lep dober večer in hvala za vabilo. Zelo sem vesel, da ste se odzvali, kajti Celje ima toliko glasbenikov in dobrih pevcev, da lahko imamo 5 let sam Celjani oddajo, potem pa povabimo še koga iz drugih koncev, a ne? Ja, res je. Tudi mi smo bili na začetku samo oktet, zdaj nas je pa že kar dobrih 12 plus minus, tako da z Celja in okolice. Tako.
prihajate iz Jožefovega hriba, torej nadeli ste se ime fante z Jožefovega hriba, to pomeni, da delujete nekje gor pri cerkvi svetega Jožefa? Tako je, v bistvu smo nekako zrasli iz, lahko bi rekli, iz ene čiste klape, v bistvu skupina najprej mogoče ministrantov, prijateljev, potem pa še fantje, ki so se nam pridružili tako z okolice Celja, naše župnije in pa potem nastala ta skupina. In kakšen sosed Jožefovega hriba, ne? Tako. Naslednja pesem, ki jo ste zapeli, dajte, kako? Dajte, ja. To je ena istrska, ne? Tako, ja. Je, govori o deklici oziroma o nekako nadobudni nevesti, ki komaj čaka svojega ženina. Da se poroči. Tako. Čez 5 let pa ne bomo povedali, kaj je potem. Izvolite, fanti. Dajte, dajte, Boga ime, naši novici, dajte, dajte, Boga ime, naši novici, dajte, dali bomo, naši novici, dajte, dali bomo, naši novici, dajte, stari babi, zabraj, naši novici, dajte, stari babi, zabraj, naši novici, dali bomo, naši novici, dajte, dali bomo, naši novici, dali bomo, kar gre, vzeli bomo poštenje. Staro babo narambe, naša novico nardaša, staro babo narambe, naša novico nardaša, dali jo bomo, naša novico nardaša. Staro babo, naša novico nardaša, staro babo, naša novico nardaša. Dali bomo, našu novico kamero, dali bomo, našu novico kamero, dali bomo, kar gre. Ra-da-da, 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 da-da-da-da-da-da-da-da. Odlično. Pesmica, ki jo ne slišimo vsak dan v našem štajerskem narečju, ampak Primorci pa verjetno večkrat. Urban je pa, kateri fant smo prej rekli, tale, ki je približno moje velikosti, da ne bom spet najmanjši izgledal, ne. Če bi pel zraven vas, bi tu nekje stal vmes, ne, da nisem premajhen, ne. Odlično vam tole gre, tele istrske, to so zelo zanimive pesmi. Vem pa, da ko smo se srečali gor na Svetini, ste pripeli eno lepo slovensko ljudsko. Naslednja je Domača hiša, ne. Tako. Katera pesmica je to? Tudi ljudska, ki jo je priredil brat našega vodje, gospod Dominik Krt. Krasno. Taka za nas, no. Radi imamo te pesme ljudske, narodne. Je on tudi vaš umetniški vodja? Gospod Primož. Gospod Primož, brat pa potem, kaj napiše, ne? To so vsi glasbeniki. Ja. Iz Celja, seveda. Tako, se verjetno poznate ansambl Krt, oni so s Kamnika. Kje je Harmonikar je brat, ne? Tako. Lepo mi ga pozdravite, ga že dolgo nisem videl. Super. Kje nastopate vse? Ja, odvisno, kam nas povabijo. Se tudi sami povabite, kam recimo, kakšno podoknico naredite? Ja, tisti, ki še niso oženjeni, bodo še to dobili, ostali smo pa že to upravili. Da jim ne bo šlo boljše kot nam, ne? Tako. V glavnem, moj oče je tudi prepeval takole po vasi, včasih je bilo to zelo, ker ni bilo televiziji, ni bilo radio, tega interneta, se vemo, ne, in je bilo prepevanje podoknic nekaj najlepšega, kar se lahko zgodilo. In verjetno tudi vi veste, kaj po kakšni vasi. Recimo, zanima me, če pojete Florjana, recimo. To je tak lep običaj slovenski. Še ga niste peli? Poznate Florjana, verjetno, ko se jajce pobirajo, pa to, ne? Ne, evo. Mi imamo bolj gorenske običaje, prevzemamo od naše pevovode. Gorenske, veselo v Kamnik in urno naprej. Tako. No, mogoče pa še, kdaj greste tudi na Florjana? Mogoče nas pa vi o tem poučite, pridete na ene vaje. Z veseljem, ker to bi bilo za vas, ko tako kvalitetno pojete, to bi bilo vrhunsko. In na koncu bi imela krasen piknik in bi jedli vsak po njih 15 jajc pečenih, ker to se pač jajce pobirajo takrat. Pa kak kozarček se spije, da se potem to malo razreči, ne, ali pa če se jajce prodajo, pa se kup kaj od mesa, ne, pa kruha.
Mislim, da se že vidimo v tem. Se že vidite, ne? Ja, se že vidimo, ne? Zapojte nam tole domačo hišo. Tam, kjer se čuje zgaja, zaviščo sladka viža, tam poleg moja draga, stoji domača hiša. Že slaba je in stara, gotovo prek 100 let, al meni je pa dražja kot celi svet. Oboki so in nizki in samo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita, a v mojem srcu večno tak jasno se veli, če tudi je uboga, od nje je lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici tej tegel mira je mladih let, zato mi je še dražja kot celi svet. V hišici tej tegel mira je mladih let, zato mi je še dražja kot celi svet. Krasno prepevanje, fantovsko. Naslednja pesem pravi Gozdovi v mesečini. Leta 1972 so Avseniki izdali dvojni album z naslovom Zlati zvoki in tudi ta pesmica je na tem projektu. Krasen valček, nocoj v vokalni izvedbi fantov izpod Jožefovega hriba. Vedno znova rad bi v zeleno naročje, ki je spleteno iz mrek in mahov. Tisočkrat vračam se v misli domov. Vedno znova rad bi iz sive tujine v sanjah godliček pobegnil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdovi, mesečini, časih vas dan zlati, časih vas noč srebri. Mesečini so spomini, vedno se v srcu z mano, vedno se v snu z menoj.
spleteno iz mrek in mahov, tisočkrat vračam se v mislih domov, vedno znova. Rad bi iz sive tujine, v sanjah vodiček pobegnil nazaj, tihi zeleni raj.
Zopet smo nazaj za našo okroglo mizo. Kaj ti z nami je nocoj tudi vitez okrogle mize? Vitez frajtonerce ali diatonične harmonike, Viki Jaši starejši. Ja, to je bilo leta, mislim, da 94, je Tone Vrabel ustanovil naš vodje ansambla od sedmih ansamblov, vse vodje, in takrat je postala skupina Vitezi polk in valčkov. Jaz sem tam 7 let igral, bilo je prijetno, lepo smo, imeli smo najbolj odmevne nastope, no pa je pa prišlo tudi čas, ki smo se tudi malo razbili, in od takrat naprej nisem več vitez polk in valčkov, ostal sem pa še prvi častni godec Slovenije. Čestitke, čestitke. Viki, ko si enkrat vitez, si do konca življenja vitez, tako da to ostaja. Imaš meč ali ga pa nimaš, vitez ostaneš, ne? Tako je. Viki, povejma še nekaj vaših, bom rekel, častitljivih nagrad, ki ste jih dobili, oziroma priznanj, tudi mestne občine Celje, med drugim. Moram reči, da jaz sem pa bolj komercialno igral, pa veliko samostojno, pa s kvartetom Grmada, pevske zbore smo spremljali, smo zmagali v Sloveniji, pa z Andrejem Bremcem smo se začela takrat, no in to je bil moj vzpon končan. Takole, 25 let sta glasbena prijatelja. Ja, pa je pa, iz tega je pa tako ratalo, bom povedal, da smo, tudi še vedno kot popularna oseba, smo se pač z občino malo dogovorili, malo sponzorirali, da sem naredil jaz 2005. leta en zaključen koncert v Narodnem domu. Bilo je polno, bilo noro. Povabil sem vse moje bivše sodelavce na odru, tudi Alfi Nipič mi prišel pet in tako je bilo res prekrasno. Napisal sem takrat tudi pesem posebej za porodnišnico, Otroci tisočletja, Mamica, hvala ti, kar nekaj lepih stvari. In takrat si nisem mislil, je začelo deževati. Prvo sem dobil iz Ljubljane kipec RTV-ja, ker malo kdo ima to, ampak jaz sem se tudi pogovarjal, kako pa jaz. Jaz sem dobil za zgodovino od leta 70 do 90. Takrat sem bil zelo popularen in tisto časovno obdobje so mi 2005 dal ta kipec. Dobil sem srebrni grb mestne občine Celja, dobil sem županov kozarec, pa kaj jaz vem, veliko vsega, no, takrat je tudi jaz svoje delo zaključil, glasbeno. Tako, uradno, ja. Ansambla nisem od takrat imel, igral sem pa še kar dosti s prijatelji in največ sem delal s Andrejem Bremcem. To je pa, če povem čisto na kratko, na ključe. On je bil solist pri oktetu Studenček. In enkrat smo v Konicah bili povabljeni po zimi. Dvorana polna, zunaj pa snega pol metra, meter in več niso ljudi iz Pohorja daleč prihajali tja, pa je bila dvorana na pol prazna. Pa mi s oktetom pa to damo skozi svoj program, pa je bilo pa to samo za dobre pol ure, pa pride organizator, pa pravi, Viki, ti si tak maček, daj ti še 5 enkrat za grad eno. Sem rekel, pa sej lahko, ni problema. Je rekel, pa še, pa vzam kjer ga, bi še s Studenčkom kaj, jaz sem rekel, lahko, Andrej pa prav, jaz grem eno za 5. In takrat smo mi dva ustanovila ta duet. Vidva sta se začutila? Ja, smo se začutila in mi smo prvič naredila že potem kaseto CD napitnic, lepih napitnic, pa leta 2015 sva pa, ali je bilo 2005, sva pa midva naredila za 15-letnico samostojne Slovenije domovinske pesmi.
Tebi domovina, Triglav moj dol, slovenska mati me rodila, take lepe domovinske stvari. No, nazadnje, 2-3 leta nazaj smo pa še naredila o Rožah, Rožmarin, pa take lepe pesmi. Tako da 3 CD-je sva naredila za spomin. Odlično, odlično, Viki. Tale plošča, če se spet vrnemo, še prej bi pa vprašal, omenili ste valček, tebi mamica, kako že je tisti valček? Mamica, ja. Je to pela Majda Petan? Ne, ja, Majda Petan je pela. Zraven vas. Kvartet, ta Grmada, pa moja vnukinja Ana, ki je bila 6 let stara. To je bilo pri Joževcu? Pri Joževcu, ja. Tako. Mamica, hvala ti. Tako je. No, če se pa vrnemo zopet nazaj, malo na zgodovino, tale plošča, ki jo bomo sedaj pokazali, to ploščo je pa financiral Peter Lancinger, znani menadžer in tudi izdelovalec harmonik. Miheliča, po tistem je pa Miheliču postal menadžer. Ta je moj ansambl zaželel, da bomo igrali čisto profesionalno. In za slovenski trg je bil pa Stane Knific, tudi najboljši menadžer, pa smo že začeli delati po Avstriji, po Tirolih, smo igrali v Lana, Merano, vse pa čudovito bilo in ansambl ni zdržal. Basist je bil čudoviti, Pavlič Lojz. Ja, Lojze. On je imel probleme s črevem, s črevesjo, je po koncertu bil bogi. Pevka je hodila v ekonomsko šolo, zadnji letnik, pa računala naprej, je tudi odpovedala. In tako se je to pa tako daleč spravilo, da sem mogel sporočiti Petru Lancingerju, dragi Peter, nimam ljudi. Na tisto je pa Alfi v Celju igral, pel in mene povabi na špricer v Halo Golovec, pa pravi, čuj, kaj ti nemaš ansambla? Sem rekel, nimam. Je rekel, ti ga bom jaz zrihtal. Tist moment, to je bila petek, na torek sem bil že v Mariboru na vaji. Franc Jerič, pa je bil Festa, pokojni, basista Hergamas, Maribora, gitarista, vse je poslikal, kar naenkrat sem imel komercialni ansambl. S tistim sem pa pol delal še kar nekaj let. Odlično, odlično. Viki, ker vem, da vi zelo radi zaigrate predvsem v živo, playback vas ne zanima toliko kot v živo, kajti v živo je čisto drugače, a ne? Ja, vse plošče, kar smo snemali, smo vzeli inštrumente, odšpilati, če ni bilo dobro, lahko še enkrat ali dvakrat in konec studija. Ni bilo posameznik, ni mogel nič še popravljati noter, ali pa tu sem pa kiksno, ali pa tako je. To je bilo že takrat lahko recimo živo. A da bi dan za študij ja, po teh letih, pri 80-ih. Pri 80-ih. Danes vam je vaš sin, tudi Viki, mlajši, vas je pripeljal in tudi harmoniko prinesel zraven. Ja, niti prvo nisem vedel. A niste vedel? Ne, pa to pa prav je pa čisto vaši podobna, ne? Je čisto vaši podobna harmoniki, ne? Ja, vse so moje tudi. A so vaše? Ja. A pa je prav? Ja. No, predno pa bom zaigral, pa še sem bom zelo. Jaz vsako jutro zaigram moje ženi. Res? Ja, vstanem prej, pa zapelam tisto sijaj, sončice, ali pa take stvari. Da se nasmeji že zjutraj. Da jo prebudim lepo. Tako, pa skuhate kavico. Moram reči, da sem tudi hvaležen. Še malo pa bomo imela 60 let skupnega življenja. Častitljivo. In je prav tako, da naj ostane vse lepo. Živim doma, tudi sin živi pri nami, pa vnukinje zlate imamo. In tako, da sem vsem moje družini hvaležen, da je tako. Odlično. Viki, vi ste znan po tem, da date harmoniko na en pas, jo date tak čez, ne? Ja, to pa je bila moja tista maskota, ko so rekli. Majčkeno po stran. Tako je košir, klobuk, suku, tako jaz tist mal na harmoniki, na koncu. Jaz prosim, če posnamete našega osrednjega gosta, kako on to da harmoniko gor in nam potem seveda zaigra.
Bom en svoj valček zaigral tudi. Odlično. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori.
Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Prodajalna Uniforest v Celju, Latkoji vasi in na spletu. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Srečno poročena, dolgo je že moja dobra žena, večkrat mi prijazno govori, včasih pa zagodrnja za tri. Dolgo sva po svetu skup hodila, dolgo sva ljubezen vroča pila, večkrat pa se nama zdaj zgodi, da gre vsak po svoje brez skrbi. Kdor jo rad ima, jo ima doma, ona res je moj zaklad, čuvam jo kot zlati grad. Kdor jo rad ima, jo ima doma, sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Dolgo sva vse dneve klepetala, dolgo pozno v noč zvečer kramljala, večkrat pa se zdaj že pripeti,
da oba sva brez besed več dni. Dolgo sva se drugim le smejala, dolgo enoličnosti se bala. Večkrat pa grem zdaj v družbo sam, drugim rad razlagam dan na dan. Kdor jo rad imajo, ima doma, ona res je moj zaklad, čuvam jo kot zlati grad. Kdor jo rad imajo, ima doma, sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Kdor jo rad imajo, ima doma, sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Sam pa sem še vedno mlad, v dobri družbi veseljak. Kdor jo ima rad, jo ima doma. Čas so tako že rekli stari ljudje, ampak zgleda, da je ta navada ostala, ne? Mitja, pozdravljen. Ja, lep pozdrav. Tvoja je tudi doma. Ja, upam, da je, no, ne vem. No, in te gleda verjetno, ne? Ja, verjetno gleda, ja. Kako lepo nastopaš, se smejiš. Super. Povej, mi da bi se še dotaknila majčkeno vašega ansambla skozi čas, vaših nagrad in priznanj, ki ste jih dobili, mogoče kar majčkeno našteješ. Ja, se pravi, ansambel obstaja od leta 2010. V tem času se je nabralo kar nekaj nagrad. Super. Najprej na festivalu v Ormožu, potem večkrat na festivalu v Cerkvenjaku. Najbolj ponosni pa smo na nagrade na festivalu Vurberg, kjer smo leta 2015 postali absolutni zmagovalci. Čestitke. Dobili tudi plaketo Lojzeta Slaka. Super. Pa potem par mesecev kasneje še na Ptujskem festivalu, ki smo pa tudi dobili. Zlatega Orfeja? Tako. Odlično. Slišal sem, da prepevate štiriglasno. Kdo je tisti basist? Ponavadi so to bolj suhi možje. Basist je naš kitarist Darjo, ja. A veš, da če pogledaš te operne pevce, to so vsi večinoma, ne, pustimo zdaj izjeme, ne, večinoma od Pavarotte naprej, vse bolj močni ljudje, ne. Tako. Basisti pa taki suhi. Drobni, ne? Ja, to je tako malo skregano z logiko. Malo je, ampak tako pač je, ne. Odlično. Nadaljujte svojo pot, ki ste jo lepo začeli pred 13 leti in zaigrajte nam naslednjo skladbico. Spominjam se še hiške z lesa, pred njo pa mogočna je lipa bila. Ko bil sem otrok, zahajal sem rad, se v senčico njeno igrat. Prav dobro še vem, kako zadiši, ko babica vzela je kruh iz peči in pesmi, ki jih prepeval je ded, na misel prišle so mi spet. Lipa spet sveti, kakor tiste dni, vendar ni nikogar več, ki obral bi cvet dišeč. Misel zaboli, pomirljivosti, njeno cvet je vzel bo čas, prav tako kot nas. Čeprav od takrat že mnogo je let, po travnati poti tja stekel sem spet. Oddaleč je vse bilo kot takrat, ko bil sem še fant rosno mlad. A okna brez rož, prag brez luči, dimnik iz njega se več ne kadi. Resničnost nazaj priklicali so in mi orosili oko. Lipa spet sveti, kakor tiste dni, vendar ni nikogar več, ki obral bi cvet dišeč. Misel zaboli,
o minljivosti. Njeno cvet je vzel počas, prav tako kot nas. Misel zaboli o minljivosti. Njeno cvet je vzel počas, prav tako kot nas. Njeno cvet je vzel počas, prav tako kot nas. Ja, lipa vsako leto zacveti, tudi pri nas doma imamo lipo in zelo lepo je, ko začne vse brsteti in pa se prebujati. Zadnjo skladbo, ki nam bodo zaigrali, pravi takole, ko si zaplesala in ansambl Žargon. Sem na veselici te spoznal, v ritmu polk in valčko si plesala, jaz pa tiho sem ob strani stal, gledal te, kako si se smejala, tudi jaz bi s tabo ples začel, če košarice mi ne bi dala, vendar ne bi te samo vrtil, rad s ljubeznijo bi srce ti grel. Spet na veselici je bilo, ti prav nič se nisi spremenila, jaz pa nisem bil več ti tako, in kar kmalu si me opazila, ves večer z menoj plesala si, iskrice oba sva začutila, zdaj ne znava več predstavljati, drug brez drugega si prihodnosti. Takrat si zaplesala, zapleši še nocoj, saj najino igrajo melodijo, še nismo prepoznala, zdaj plešiš le z menoj, stvari lahko se z leti spremenijo. Takrat si zaplesala, zapleši še nocoj, ljubezni zvezde nama zdaj žarijo, jaz vem, da ti si moja, ti veš, da jaz sem tvoj, zavedno boš z menoj in jaz s teboj. Veselici je bilo, ti prav nič se nisi spremenila, jaz pa nisem bil več ti tako, in kar kmalu si me opazila, ves večer z menoj plesala si, iskrice oba sva začutila, zdaj ne znava več predstavljati, drug brez drugega si prihodnosti. Takrat si zaplesala, zapleši še nocoj, saj najino igrajo melodijo, še nismo prepoznala, zdaj plešiš le z menoj, stvari lahko se z leti spremenijo. Takrat si zaplesala, zapleši še nocoj, ljubezni zvezde nama zdaj žarijo, jaz vem, da ti si moja, ti veš, da jaz sem tvoj, zavedno boš z menoj in jaz s teboj. Zaplesala, zapleši še nocoj, ljubezni zvezde nama zdaj žarijo, jaz vem, da ti si moja, ti veš, da jaz sem tvoj, zavedno boš z menoj in jaz s teboj. Takole in zopet smo pripeljali našo veselico na vasi do konca. Jaz držim pod roko častitljivega harmonikarja Vikija Ašiča, starejšega, in pridružili so se nam tudi pevci iz Podjoževega hriba. Mi vam pa kličemo do naslednjega četrtka srečno in samo za vas na veselici! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spol. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples.
vsi na veselici, skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici, dobro se nam vsem godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca Prešerno, kar se da tja prek vasi. Objame druščina me prek ramen srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tam, da vsake veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici, skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici, dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Poveli vaš nasmeh, saj lepšega ni. Do jutra vsi na veselici, skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici, dobro se nam vsem godi. Do jutra vsi na veselici, dajmo se zabavati. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povini vaš nasmeh, saj lepšega ni.